Jaz vas vse lepo pozdravljam na današnjem informativnem dnevu. Je prvi v tem za novo študijsko leto, ki se bo začelo 1. oktobra leta 2023. In danes bi vam rada na kratko predstavila, to se pravi, kakšne možnosti študija imate pri nas, zakaj je mogoče dobro se odločiti za študij računovodstva, financ, forenzike. In seveda vedno se vprašamo, zakaj postati strokovnjak s področja računovodstva in financ. In več je lahko odgovorov. Verjetno imate tudi sami svoje cilje zastavljene, ampak zagotovo je eden, ker želite vplivati na odločitve v podjetju, ker dober računovodja, finančnik je zagotovo desna roka poslovodstva, direktorja. Ker želite postati vodja finančno-računovodske službe ali pa ker želite postati svetovalec v poslovodstvu, ki se skupaj z njimi odloča o prihodnosti podjetja. In ker veste, da zgolj knjiženje prejetih računov že zdavnaj ni več poslanstvo dobrega računovodja. Ker vemo, da skoraj 86% vseh funkcij v računovodstvu je avtomatiziranih in se v bistvu računovodja in finančnik vključujeta v sprejemanje in oblikovanje poslovnih odločitev. Kakšne so v bistvu prednosti in koristi za slušatelje, ki študirajo pri nas na VŠR-ju? Vedno se trudimo in vam ponudimo aktualne vsebine s področja računovodstva in financ. Tako slušatelji hitro pridobijo in nadgradijo informacije, ki jih pridobijo pri svojem delu, in to je takoj aplikativno v praksi. Spomnim se včasih študentov, ki pravijo, da so pač popoldne bili na predavanjih, slišali neke stvari ali pa tudi dobili kakšen koristen pripomoček in drugi dan so lahko to že uporabili pri svojem delu. Kajti predavatelji so strokovnjaki svojega področja in se vsakodnevno ukvarjajo s vprašanji, ki jih predstavljajo. To se pravi, naši profesorji niso samo akademiki, ampak so strokovnjaki iz prakse. Dopoldne dejansko opravljajo svoj poklic, ali so računovodje, finančniki, svetovalci, popoldne pa v bistvu vam prenašajo, predajajo to znanje. Izobraževanja so podkrepljena s koristnimi pripomočki, ki jih lahko slušatelji potem uporabijo pri svojem delu, kot sem že tudi povedala na primeru. In kako postati dober računovodja ali finančnik? Imate dve možnosti. Eno je, da se priključite študijskim programom in dobite formalno izobrazbo, to je diplomiran ekonomist ali pa tudi magister, ali pa se priključite certificiranim programom in pridobite certifikat. Ta druga varianta je verjetno bolj aktualna in zanimiva za tiste, ki so že na neki drugi fakulteti pridobili kakšno formalno izobrazbo in v bistvu bi želeli svoje znanje nadgraditi z specifičnimi znanji, ki jih pač potrebujejo. In če pogledamo, kaj pravzaprav ponujamo. Od študijskih programov imamo dodiplomski študij, smer računovodstvo ali finance, in magistrski študij ali druga bolonjska stopnja, tukaj je ena smer, forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Od certificiranih programov so trenutno na razpolago trije: certificiran poslovodni računovodja, certificiran preiskovalec prevar in certificiran strokovnjak za obračun plač. Pa si poglejmo značilnosti vsakega od posameznih programov. Oziroma še pred tem mogoče, kaj je skupnega vsem našim študijskim programom. To je absolutno ta kreativnost pri študiju, vso gradivo je odloženo v e-učilnico, veliko praktičnih primerov, ki se rešujejo v skupinah, z seminarskimi nalogami ali pa projektnimi nalogami ali študije primerov, rešujete tudi svoje probleme v podjetju. Je vsekakor prostor za zaupanje in nadaljnje sodelovanje. To elektronsko študijsko gradivo, ki vam je na razpolago v spletni učilnici, seveda lahko dopolnjujete tudi z gradivom iz naše knjižnice Ivana Turka. Tukaj imamo tudi zelo prijazno in ustrežljivo knjižničarko, ki vam z veseljem pomaga najti dodatno gradivo, ki ga rabite pri študiju posameznega predmeta. Potem pridobite ustrezno izobrazbo stopnje glede na študijski program, ki ste ga izbrali. Predavatelji se trudijo, da so vam maksimalno na razpolago
Torej, ne samo na predavanjih, ki se izvajajo, ampak tudi preko forumov v spletni učilnici, preko e-mailov, konzultacij, ves čas trajanja predmeta oziroma do takrat, ko naredite izpit. In seveda nekako pravimo, da je to tudi študij po meri študenta, ker si lahko sami nekako zorganizirate čas in delo, ker vsa predavanja posnamemo, razen mogoče 2 ali 3 izjem, na kar posebej opozorimo. In torej še vedno lahko posnetke predavanj kasneje poslušate in to vse do 3. izpitnega roka v tistem študijskem letu, v katerem ste bili vpisani k temu predmetu. Vsa predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času, to se pravi od ponedeljka do četrtka, ob petkih praviloma nimamo predavanj, to je bolj izjema, pa tudi čez vikend ne. Tam začnemo nekje 16:30 in potem do 19:45 je nekako naš urnik, to so 4 šolske ure. No, zdaj pa res gremo pogledat posamezne študijske programe. Najprej dodiplomski študij, kjer izvajamo trenutno 2 smeri, računovodstvo in finance. Pridobite raven izobrazbe, to je 6/2 in študij traja 3 leta. To se pravi, kjer pač poslušate predmete, greste na izpit, opravite tudi prakso in na koncu seveda napišete diplomo. Dobite pa naziv diplomirana ekonomistka. Potem imamo drugo stopnjo študija, to je magistrski študij, to je forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Tu smo prvi in edini v Sloveniji, ki izvajamo takšno obliko programa in je predvsem, bom rekla, za vse tiste, ki so malo detektivi po svoji naravi, želijo raziskovati, si želijo organizirati poslovanje v svojem podjetju na ta način, da absolutno prevare tudi preprečijo. Ta magistrski študij je druga bolonjska stopnja, pač študij traja 2 leti, tudi opravite izpite in na koncu napišete magistrsko nalogo in dobite naziv magister ali magistrica financ in računovodstva. Mi smo pač zasebni visokošolski zavod, zato je pač pri nas študij plačljiv. Zdaj, za dodiplomski študijski program znaša šolnina 2.850 € na leto oziroma 3.550 €, ker nekako ponujamo, če bom tako rekla, 2 obliki študija, normalno obliko študija in pa kombinirano obliko študija, kot temu rečemo. Pri normalni obliki študija pomeni, da se udeležujete predavanj, če so v živo, če so na daljavo, lahko spremljate posnetke predavanj, hodite na izpite v živo, medtem ko pri kombinirani obliki študija lahko tudi izpit opravljate na daljavo. To se pravi, pri kombinirani obliki študija je možno ves študij opraviti na daljavo. To pomeni, da spremljate posnetke predavanj. Zdaj, neposrednega prenosa predavanj nimamo, razen če je za vse. Ne vem, v času epidemije se je to zgodilo, da smo imeli za vse, ali pa če kdaj kakšen profesor zboli ali pa presodi, da so kakšne vsebine takšne, da jih lahko spredava tudi na daljavo in potem se v živo, tako kot mi zdaj, na ta način, mislim, v živo na daljavo priklopite, potem tudi tisti, ki so se odločili za kombinirano obliko študija, seveda lahko prisostvujejo temu predavanju. Če pa je predavanje v predavalnici in se posname, pa lahko tisti, ki želijo samo na daljavo gledati, drugi dan po 12. uri je posnetek tega predavanja naložen v spletni učilnici in potem pač pogleda posnetek. Zdaj, ta šolnina je nekako sestavljena iz vpisnine, ki jo plačate, bom rekla, takoj, ko izpolnite in dostavite vso dokumentacijo, in preostali del je potem šolnina, ki jo lahko plačate največ v 10 obrokih. Če jo pa plačate v enkratnem znesku, pa imate 50 € popusta. Dodatno pa se potem še plača pristop k diplomi v 3. letniku, to se pravi 500 €. Pri magistrskem študijskem programu pa je šolnina 3.350 oziroma 3.550 za kombinirano obliko študija.
Tu znaša vpisnina 350 €, potem razlika šolnina in veljajo potem enaki pogoji, lahko se plača na 10 obrokov oziroma če plačate v enkratnem znesku 50 € popusta. Pristop k magistrski nalogi pa znaša 750 €. Potem so še pa naši, to se pravi, če vam predstavim, kaj vse je všteto v šolnino, to je članstvo v naši knjižnici, to se pravi, s tem, ko plačate šolnino, postanete avtomatsko tudi član naše knjižnice in si lahko izposojate vsa gradiva, ki jih potrebujete. 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih organiziramo v okviru, VŠR. To mislim predvsem krajša izobraževanja, webinarje, udeležbe na konferencah in tako dalje. Tu ne sodi, na primer, če ste že naš dodiplomski študent, da bi potem na magisteriju imeli 30% popust ali na certificirane programe. Potem vključitev v alumni klub po končanem študiju. Vedno imate ta neposreden kontakt s predavatelji, strokovnjaki iz prakse in marsikateri študentje rečejo, da jim to veliko pomeni, koristi, ker dobijo pomembne napotke tudi pri reševanju svojih strokovnih problemov v praksi in pa pridobite bogate kontakte z ostalimi računovodji, ki študirajo na VŠR. Obštudijske dejavnosti, ki jih nudimo, so raziskovalni projekti, v katere se lahko vključite. Sodelujemo vedno tudi pri teh projektih po kreativni poti do znanja, kjer pomagamo reševati, bom rekla, težja računovodska finančna vprašanja, dileme podjetjem, in tukaj lahko sodelujete. Udeležba na konferencah, seminarjih in delavnicah. Omogočene so vam mednarodne izmenjave. Vem, da pač kot študentje ob delu se tega malo manj poslužujete, pa vseeno smo že imeli primere, da so tudi zaposleni študentje izkoristili to priložnost in mogoče za kakšen teden odšli v tujino, in šli na kakšno, vsaj poslušati kakšen predmet ali karkoli drugega. Lahko tudi objavljate strokovne članke v naši reviji Poslovodno računovodstvo. To zelo spodbujamo, ker s tem, ko pišete seminarske naloge pri predmetih, predvsem če ocenimo, da je kakšna seminarska naloga zelo dobra, da to spremenite v članek in to objavite in s tem v bistvu tako nekako nabirate tudi svojo, bom rekla, kariero na področju objav strokovnih člankov. Pa še certificirani programi. Prvi je ta certificiran poslovodni računovodja, kratico ima CPR, primerljiv je z mednarodnima programoma CIMA in IAMA. Znanja, ki jih tukaj pridobite, so seveda za podporo odločanja, izdelava analiz, priprava računovodskih informacij. Zdaj, komu je namenjen? Zelo široki, bom rekla, publiki ali slušateljem, ali so to menedžerji, ali so člani uprav in poslovodstva, za diplomirane ekonomiste, financ, prava, organizacijo dela in drugih sorodnih področij. Kot sem že rekla, zelo širok nabor, znanja tu dobite in lahko tudi ga koristijo zelo različni strokovnjaki oziroma glede na delovno mesto, ki ga zasedate. Potrebna izobrazba je tu srednješolska ali višješolska izobrazba ob ustreznih delovnih izkušnjah, tako da, v bistvu ni tako pomembna zelo visoka izobrazba, seveda pa je lahko mogoče to tudi prednost. Potem imate certificiran preiskovalec prevar ali CPP, ki je primerljiv z mednarodnim priznanim programom ACFE. Pridobijo se znanja za preiskovanje, preprečevanje in odkrivanje prevar v financah in računovodstvu, namenjen je diplomantom ekonomije, financ, prava, organizacije dela in sorodnih področij. Prav tako pa se lahko vpišejo na ta program izpopolnjevalni, to se pravi kandidati za srednješolsko in višješolsko izobrazbo ob ustreznih delovnih izkušnjah. Kotizacija za ta dva certificirana programa, ki trajata eno študijsko leto, je 2100 €. Ravno tako jih lahko plačate na 2 do 10 obrokov. Scena vsebuje potem študijsko literaturo in 3-krat opravljanje izpita. Poleg tega še potem, tako kot smo že
našteli pri dodiplomskem študiju 30% popust na vsa ostala izobraževanja, vpis v register strokovnjakov, neposreden kontakt s predavatelji in seveda kontakt in pa druženje z ostalimi računovodji in pa tudi tistimi, ki so ta certifikat pridobili. Ravno tako lahko tisti, ki končate ali študirate pri nas dodiplomski študij, ki sem ga prej predstavila, ali magistrski, se tudi odločite in pridobite ta oba certifikata, če želite, kajti opravite samo še manjkajoči del izpitov, ker nekatere stvari so enotne za vse, in če ste že na dodiplomskem študiju opravili nekatere stvari, se potem vam povemo, kaj še je potrebno opraviti. Seveda je potem cena temu primerno nižja, glede na to, koliko obveznosti vam je ostalo še, da opravite. Zadnji certifikat, ki smo ga nekako akreditirali pri NAKVIS-u, je pa certificiran strokovnjak za obračun plač, to se pravi, je naš najmlajši certificiran program in tudi najkrajši. To je izpopolnjevalni program v obsegu 8 srečanj, to se pravi nekje 2 do 3 mesece traja, ni tako dolgi kot prejšnja 2. Do zdaj smo ga izvajali 2-krat letno, april, maj in potem september, oktober. Zdaj letos ga bomo izvedli samo v septembru 2023. Tudi že je objavljen urnik na naši spletni strani, je akreditiran in pridobite 10 kreditnih točk in prav tako se potem po opravljenem izobraževanju, to se pravi, tu opravite samo izpite, ne delate zaključne naloge, tako kot tudi ne pri CPR in CPP. In potem se lahko vpišete v register certificiranih strokovnjakov za obračun plač in tu nekako potem poskrbimo za redna sprotna izobraževanja, za osveževanje znanja, tako da ostanete nekako v stiku s področjem, ki je zelo tako dinamično in se spreminja. No, tukaj imam 3. generacija, začne v sredo 13.4., to še stari podatek, v glavnem jeseni začnemo, tako kot sem napisala tukaj, september 2023. Kdaj se lahko vpišem v šolo? Zdaj, vsi tisti, ki se zanimate za dodiplomski, magistrski in pa oba daljša certificirana programa, CPR, CPP, so ti uradni roki, ki veljajo, to se pravi od 17.2.2023 do 20.7., potem so vmes malo počitnice en mesec in potem spet se vpisuje od 21. avgusta do 30.9. To je preko EVŠ, ker tisti, ki se formalno vpišete, se morate vpisati preko EVŠ, mi od tam uvozimo podatke in potem pri nas nadaljujete postopek. Drugače pa se lahko k nam vpišete tudi kadarkoli skozi leto, takrat se pač vpišete s statusom občan, lahko si plačujete izpite sproti, če bi zdaj nekaj naredili, in se vam potem to, ko se vi vpišete formalno preko EVŠ, ker ta vpis enkrat morate narediti, da lahko dobite formalno izobrazbo, se vam potem ti izpiti, ki ste jih opravili, priznajo. Date vlogo na komisijo za študijske zadeve, se vam priznajo in potem seveda glede na obseg opravljenih obveznosti se vam tudi plačilo šolnine zmanjša, ker ste že del izpitov plačali kot občan, če se vpišete kot občan. Vpis v višji letnik, tukaj pač moramo spoštovati po zakonodaji ta merila za prehode in priznavanje predhodno pridobljenih znanj. Tu predvsem mislim, če je kdo že začel kakšen študij na kakšnem drugem visokošolskem zavodu, iz kakršnega koli razloga tega študija ni končal, neke izpite ima opravljene, vsekakor je treba pogledati, koliko od tega že imate opravljeno in mogoče se lahko vpišete že direktno v drugi letnik, po teh merilih za prehodih, ker pač veljajo ta priznavanja znanj, takrat pač pogledamo, kaj ste opravili, to posebna komisija obravnava in vam potem izpit ali prizna v celoti ali delno prizna, čisto odvisno, koliko se vsebina, ki ste jo opravili tam, prekriva z vsebino našega predmeta. Vpisujemo tudi na lokaciji v Mariboru, ker drugače imamo mi sedež v Stegnah v Ljubljani, Stegna 21C.
To, da ste vpisani v Mariboru, pomeni to, da v bistvu lahko hodite pisati izpit v Maribor. Zdaj samih predavanj v Mariboru zaenkrat ne izvajamo, ker pač ni dovolj študentov in glede na to, da so posnetki predavanj na razpolago v spletni učilnici, se lahko poslužujete tega načina, da pač pogledate posnetke predavanj, medtem ko pa lahko izpite pa pridete pisati v Maribor, tako da če ste pač iz tega konca in vam je Maribor bližje, vam je pot v Ljubljano prihranjena. Zelo smo nekako usmerjeni iz prakse za prakso, da povezujemo naučeno s svojim poslovnim okoljem, da učimo na primerih iz prakse, ker kot sem že poudarila, naši predavatelji so praktiki in dopoldne res nekako predavajo oziroma delajo svoj poklic v praksi, popoldne pa predavajo in poskušamo, kolikor je le možno in kolikor je tudi vaš interes, vključevati vas v praktične projekte. To je zelo koristno, vam zelo priporočam, da se tega poslužujete, ker dobite veliko takšnega praktičnega znanja. Tako, to je zdaj nekako na kratko, sem predstavila vse programe. Zdaj, naš naslov, da še enkrat ponovim, je Stegna 21C v Ljubljani, v Mariboru smo na Partizanski 26. Tukaj sem vam prepisala tudi telefonske številke. Vse to najdete sicer tudi na spletni strani, tako da nič hudega, če si zdaj tega ne boste zapisali ali zapomnili. Zdaj pa sem vam absolutno na razpolago za vprašanja in bom nehala deliti zaslon, da se vidimo. Kar nekaj se nam je še pridružilo kandidatov, tako da lepo prosim, kar vprašajte. Katja, medve sva že prej malo poklepetali. No, niste Katja, ampak jaz vidim tu zdaj ime Katja in vas kar pač tako nagovorim. Ste dobili odgovore na vsa vprašanja, vas še kaj posebej zanima? Ja, v bistvu, jaz, ki sem se prvotno vpisovala, jaz sem naprej na gradbeništvu, no, pač na Jamovi, prav na fakulteti in jo nisem uspela narediti iz različnih razlogov. V glavnem, in to je bil še star način vpisovanja na fakulteto, no, in zdaj me zanima, v bistvu tale gledam spletni portal EVŠ, kako to funkcionira, oziroma če se jaz prijavim oziroma vpišem prek tega, ne vem, recimo v maju, kakšen je pol postopek naprej? Ja, mi vsake toliko časa pogledamo, kdo se je k nam vpisal, tudi mi imamo dostop potem do tega portala, uvozimo te podatke in potem dobite pa naprej direktno navodila od nas. Damo vam v tistem trenutku, ko vi ste se, kar najprej samo rečete, kam bi se radi vpisali na EVŠ, morate si not uporabniško ime pa geslo, to pač morate iti skozi tista navodila, kako si odprete račun, pa se vpišete, potem boste pa dobili nadaljnja navodila od nas. Iz VŠR-ja, iz referata, tudi mi vam bomo potem kar odprli določeno, dobite uporabniško ime in geslo, da potem v našem sistemu nadaljujete z vpisom. Tam boste potem dobili, tam boste opredelili, ali ste sami plačnik, na koliko obrokov želite plačati, v bistvu se vam bo kreirala zadaj pogodba. Vi morate potem po pošti, pač tudi vam bomo poslali, katera dokazila nam morate vse poslati, ne, to se pravi potrdilo o predhodni izobrazbi, ne vem, da rabimo vašo sliko, vaš osebni dokument, vam lepo vse napišemo, to nam pošljete po pošti in potem, ko mi to vse imamo, vas vpišemo in vas potem mi vodimo naprej vse, kar je potrebno narediti. V redu. Nisem bila sigurna, kako je to povezano, zato sem rekla, v bistvu zato sem prišla na ta informativni dan, da se pozanimam, kako točno zdaj to gre, no. Hvala. Ja, prosim. Mojca, certificiran poslovodni računovodja, sem vam odgovorila na vaša vprašanja? Ja, še nekaj me zanima, kaj pa recimo, če med letom manjkaš, ne vem, 2-3 mesece? Nič hudega. Vi si boste, glejte, pri certificiranem poslovodnem računovodju je pa tako, da vi se delno pri nekaterih predmetih
pridružite rednim študentom, vam bomo točno dali tabelico tu pa tu, nekatere stvari so specialno samo za vas in ali se izvajajo tisto leto ali ne, če ne vam damo dostop v spletno učilnico, pa si lahko pogledate posnetke predavanj, predelate gradivo in potem, ko so izpitni roki razpisani, se lahko prijavite. Če pa vi zdaj v enem letu ne uspete poslušati, narediti vseh obveznosti, imate to možnost še drugo leto potem nadoknaditi, ni noben problem. Ne? Niste vezani na to, da bi vi zdaj morali v enem letu to končati. Koliko pa je časa? Ja, zdaj, v bistvu pri teh certificiranih programih vas mi nekako ne omejujemo. Zdaj tako bom rekla, če pa je, ampak to zdaj res govoriva o takih ekstremih, več kot 10 let je pa mogoče, da se kakšen, bom rekla, predmet že spremenil pa posodobil, pol pa se zna zgoditi, se je že zgodilo, da smo komu rekli, zdaj pa je treba neke dodatne vsebine še narediti, ne vem. Vmes se standardi računovodski tako spremenijo, pa je treba neke vsebine obnoviti, ne. Ampak se pravi, to je nekako 10 let je tisti, Okay. ne, da bi se znalo zgoditi, da bi vam rekli, zdaj pa je treba pa neka znanja še malo obnoviti, ne, preden vam damo certifikat. Okay, hvala. Ja. Zdaj pa vidim, da še imam v chatu, se ne morete priklopiti, bom pa prebrala. Pozdravljeni, mene samo nekaj zanima. Pri enem od predmetov sem opazil, da je tudi predstavitev del ocene. Zanima me, kaj se zgodi, če se ne moreš udeležiti te predstavitve zaradi dela in si plačal kombiniran način študija. Ali ta del ocene avtomatsko ocenjen zniž? Ter ali so posnetki vseh predavanj ali vaj objavljeni v spletni učilnici, se najverjetneje zaradi dela predavanj in vaj namreč živo ne bi moral udeležiti. Ja, hvala za to vprašanje. Glejte, v primeru, da se vi ne morete udeležiti ali kakorkoli, tako kot ste rekli, predstavitev je del ocene, vedno stopite v kontakt z predavateljem in vam potem on kot nadomestilo za to mogoče da kakšno drugo obveznost, nalogo, ki jo morate za to narediti. Tako da ni avtomatizma, da zdaj, če vi ne bi prišli, pa je to kar z nič ocenjeno, pa bi zato imeli nižjo oceno. Ne. Vedno vam priporočam, karkoli boste delali, kakokoli zagato boste imeli pri predmetu, povežite se s predavateljem. Vedno vam bodo pomagali, pa poiskali rešitev, kako pa vi lahko zamujeno nadomestite ali namesto tega kaj drugega naredite. Tako da to je odgovor na prvi del vprašanja. Zdaj, ali so vsi posnetki pač predavanja posneta? Večinoma ja, razen na magisteriju, mislim, da dvojna ali trojna predavanja se ne snemajo, ker pač predavatelji tega enostavno ne pustijo. Tisto posebej v urniku zabeležimo in ta predavanja, ki se pa ne snemajo, te pa imate možnost neposredno se priključiti na predavanje in poslušati. Tako da mogoče je fajn, ker to se ve že vnaprej, da si pač mogoče tiste dni rezervirate, ampak saj pravim, to je samo pri 2 predmetih na magisteriju, vse ostalo se pa res posname. Ne vem pa zdaj, Nejc, za katero, na magistrski program ste zdaj napisali, ja. To se pravi, samo 2 predmeta na magisterskem se ne posnameta, ampak to pa imate možnost neposredne priključitve, tako kot smo zdaj mi, na predavanje in lahko poslušate. So pa predavanja vedno v popoldanskem času, ne vem, če ste že bili takrat prisotni, ko sem to povedala, ob 16:30 se začnejo predavanja pa do 19:45. Upam, da sem odgovorila, Nejc. Še kakšno vprašanje? V bistvu jaz imam vprašanje. Izvolite. Se sliši? Okej. Če se vpišeš kot občan, v bistvu najprej se vpišeš preko EVŠ-ja. Če se vpišeš kot občan, potem se ne vpišeš preko EVŠ. Kot občan se direktno na nas obrnete in se uredi, bom rekla, vpis
na način, da se s pogodbo dogovorimo, kaj boste študirali, ne vem, ali boste plačali celoten letnik, ali si boste plačevali po predmetih. Preko EVŠ-ja se vpišete takrat, ko se redno izredno Ja. vpisuje, mi nimamo rednega študija, ampak ko se vpišete na študij in boste potem dobili formalno izobrazbo. Takrat se preko EVŠ-ja vpišete. Okay. Koliko pa so izpiti? Koliko so izpiti? Ja. Oziroma Koliko predmeti? trajajo Ja, predmeti, izpiti, ja. če si vpisan kot občan? Ja, zdaj na spletni strani mi imamo objavljen cenik, in sicer je zdaj posamezen predmet odvisen, cena posameznega predmeta od števila kreditnih točk. Okej. Čakajte, bom jaz kar pogledala, jaz na pamet teh cen tudi ne vem, pa lahko odprem, pa bomo vsi kar pogledali, vam bom pokazala. Samo da pripravim, da najdem na spletni strani, potem vam bom pa spet delila ekran. Samo malo. Okej. Evo, zdaj bom pa delila spet ekran. Tako, upam, da vidite cenik Visoke šole za računovodstvo in finance in poglejte, tukaj imate opravljanje posameznega izpita za študente, ki niso vpisani v letnik, obračuna se za vsak pristop k izpitu, to je samo opravljanje izpita, vpis posameznemu predmetu brez opravljanja izpita, to se pravi, zdaj kot občan bi, na primer, da bom s primerom, da bo mogoče lažje, bi rekli, jaz pa bi želela poslušati pa delati izpit iz predmeta Uvod v računovodstvo. Uvod v računovodstvo ima 9 kreditnih točk, pomeni, da boste plačali za poslušanje predmeta 9 krat 43, ena kreditna točka je 43 evrov. Okej, razumem. Tako, in potem seveda še plačate opravljanje posameznega izpita, ker mi tudi ponujamo predmete, k nam lahko pride nekdo poslušati predmet, pa si ga kupi, pa reče, jaz pa izpita ne rabim, samo znanje sem prišel iskat. Potem bo plačal toliko, če pa vi želite še narediti izpit, ki se vam vpiše v indeks, pač dokler ste vpisani kot občan v indeks občana, ko se pa vi potem enkrat odločite in se redno vpišete, se vam pa ti izpiti potem prenesejo na vaš reden študij. Okej. Tako. Hvala. Evo. Prav. Še kakšno vprašanje? Ja, kakšna pa je uspešnost študentov? Jaz bi zdaj rekla tako, študentje praviloma vsi, ki nekako se odločijo študij, tudi zaključijo. Mogoče traja malo dalj časa, ker so le študentje ob delu, to ne bom rekla, da so zdaj, se v prvi letnik vpišejo, pa se takoj potem v drugi letnik vpišejo, mogoče kakšno leto sta 2 leti ali pa karkoli, ampak nekako tudi zelo stojimo ob strani študentom in jim spodbujamo, da končajo. Vas ne pustimo, bom rekla, če se predolgo ne oglasite, vas malo pocukamo za rokav, kje se je zataknilo, kaj se je zgodilo, zakaj ne študirate, ne, kje ste. Tako da se trudimo, da je vseeno kar visoka. Zdaj, z procenti vam ne bi znala točno postreči, ampak nekako se zelo trudimo, da vas spremljamo in vas spodbujamo, da vseeno se udeležite, pristopite k izpitu, ker vsak predmet ima naš študijsko leto 3 izpitne roke, to so redni izpitni roki, tako da si lahko kar razporedite. Pa to mogoče še nisem povedala, pri nas teče predavanje enega predmeta, pa je potem čez, ne vem, 3 tedne, mesec dni izpit. Res je, da vmes že začnete s predavanjem drugega predmeta, nimate zdaj tiste 3 tedne prosto samo za študij, ampak si pa nekako 2 predmeta hkrati poslušate. Ne? To se pravi predmet, izpit, predmet, izpit. Nimamo, da bi zdaj poslušali 5-6 predmetov hkrati, pol bi pa imeli izpitno obdobje, kot imajo to redni študentje. Ne? Pri nas gre nekako zaporedno. Se pa en predmet samo enkrat letno izvaja kot predavanje?
Ja, tudi, tako bom rekla, nekateri predmeti se izvajajo celo vsako drugo leto. Aha. Zato, ker v bistvu smo manjša šola, mi nimamo toliko študentov, in zdaj nekatere predmete izvajamo vsako drugo leto, in zdaj tisti, ki niso povezani z vsebino prejšnjega, vam mi vedno v začetku leta, ko se vi k nam vpišete, damo nabor predmetov, ki jih letos lahko poslušate. In vedno jih bo dovolj, da lahko zdaj pri vas, ker delate certificiran program, se zanimate, to ni pomembno za vpis v drugi letnik, za nekoga, ki pa se mora vpisati v drugi letnik, je pa pomembno, da ima možnost brati dovolj kreditnih točk za vpis v drugi letnik. In vedno zagotovimo, da se izvaja toliko predmetov, da to imate možnost. Ampak se bo zgodilo, ne glede na to, če ste vpisani v prvi letnik, da boste že poslušali in povabljeni k predavanju drugega letnika, ker so take vsebine, ki niso vezane na nekaj nujno, kar bi morali v prvem letniku poslušati, in ker vemo, da drugo leto tega predmeta ne bo, vas letos povabimo. In tudi izrecno opozorimo, ta se vsako drugo leto izvaja, ta se vsako leto, tako da si lahko tudi vi potem sami razporedite, kaj boste v tistem letu poslušali. Okay. Hvala. Še kako vprašanje? Lahko tudi opravljaš izpit, ki je po učnem načrtu šele v drugem letu. Predvsem na magisteriju je to zelo pogosto, zato ker niso, bom rekla, zdaj predmeti vezani na to, da je pogoj, da vi nekaj poslušate iz prvega letnika, da lahko potem poslušate to iz drugega. In tako kot sem rekla, vam povemo, kaj se tisto leto izvaja, in če se bo zgodilo, ja, ne glede na to, da ste vpisani v prvi letnik magisterija, da boste poslušali že tudi kakšne predmete drugega letnika. Ja. Kaj pa glede gradiv? Kako jih pridobimo? A je to v knjižnici se dobijo ta gradiva za predavanja? Mi imamo spletno učilnico, v katero boste potem dobili dostop ob vpisu. In v spletno učilnico, vsaj kar so elektronska gradiva, prosojnice ali pa napisano karkoli, ali pa včasih je tudi kakšna elektronska skripta, ki so jo predavatelji pripravili, tisto bo naloženo v spletno učilnico in si boste lahko sneli, ali jo boste si shranili na računalnik, ali si jo boste natisnili, kak vam je ljubše, to je vam prepuščeno. Drugače pa, če bo pa kakšna knjiga predpisana, to pa dobite potem v naši knjižnici. Ja, tako. Hvala. Zdaj, jaz predlagam, da ko bojo razpisi pač odprti, pa če ste prepričani, da se mogoče čim prej vpišete, tudi ta možnost, še enkrat poudarjam, če se vam zdi, da že imate zdaj čas, pa da bi mogoče kaj naredili, mi imamo na naši spletni strani je urnik zgoraj javno objavljen, lahko pogledate, kateri predmeti se bodo izvajali še zdaj do konca leta, ker vseeno vemo, zdaj smo že februarja, je nekaj že mimo. In če se vam zdi, da bi pa zdaj kakšen izpit že naredili, si lahko kupite ta izpit in se vam bo potem, ko se boste v jeseni vpisali, odštela cena tega izpita, ki ste ga že plačali v šolnine, tako da ne boste tega izpita dvakrat plačali. Pogledamo, koliko kreditnih točk ima, se preračuna šolnina na kreditne točke in se potem odšteje. Tako da ni bojazni, da bi vas potem to, mislim, malo je dražje, če po predmetih kupujete, ni točno 1 za 1, ampak vseeno večina se vam odšteje. Da če ste zdaj zagreti, da ne rabite čakati do jeseni, se lahko že pridružite. Ja. Še eno vprašanje, so pa vsa predavanja se v živo izvajajo? Večinoma v živo, v Ljubljani
Se pa tu pa tam pa tudi kakšno nadaljavo izvede, tako kot sem rekla, včasih je tudi odvisno od vsebine predmeta, eni taki mogoče bolj teoretični predmeti, pa se kdaj tudi kako predavanje na ta način, kot se mi zdaj pogovarjamo, izvede, ker tudi študentje, ne vem, prosijo, ker so oddaleč, pa bi jim bolj ustrezalo, da je na ta način, se pravim, zelo smo prilagodljivi, ali pa če se zgodi, da predavatelj zboli, ampak ne tako, da ne more predavati, ampak ne more pa v učilnico, pa reče, tako bi pa lahko, pa ima tako vsebino, pa tudi tako. Ampak vas vse pravi čas obvestimo. Ampak trudimo se pa, da je večinoma v živo, ker dosti izvajamo praktičnih primerov. Če samo ne pogledamo uvod v računovodstvo, finančno računovodstvo, stroškovno računovodstvo, upravljalno, poslovne finance. To so vsi predmeti, kjer veliko tudi nekaj računamo, operiramo s številkami, pokažemo, kakšen vpliv ima poslovni dogodek na bilanco in to rišemo na tablo v kvadratke in je včasih lažje, če imaš veliko tablo pred sabo. Zdaj smo sicer že teh orodij, kot so Microsoft Teams, zelo vešči, pa znamo že tudi tu risati, pisati, vas deliti v skupine in tako dalje, ampak če le gre takšne predmete več v živo kot nadaljavo. Tako da bom rekla ena kombinacija, ampak več je v živo. Ja. Hvala. Ja, nič, če smo izčrpali, potem jaz predlagam, da zaključimo za danes. Mi imamo vsak mesec, saj ste videli razpored, še informativne dneve, tako da če se vam bo še vmes kakšna dilema pojavila, pa bi jo radi razrešili, preden se vpišete, lahko pridete na informativni dan ali pa nas tudi direktno kontaktirate, predvsem, če ste taki, ki ste mogoče že opravljali kakšne obveznosti, pa vas zanima, kateri izpiti bi vam pa bili priznani ali pa karkoli, kontaktirajte nas, ker je pač potrebno vsak primer individualno pogledati, da vam znamo potem odgovoriti, ne. Velja? Ja. Lepo se Hvala. majte, želim vam še lepo popoldne, pa upam, da se vidimo pri nas na šoli. Ja, nasvidenje. 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 Hvala.